Torej, najprej me zanima, kaj ste pripravili tu na EPF zdaj v teh dneh? Torej, letošnji mednarodni dnevi so predvsej latinsko obarvani, namreč letos smo se odločili, da bomo k sodelovanju povabili tudi Brazilijo. Podpisali smo tudi sporazum, kjer bomo sodelovali ne samo na področju izmenjav, ampak tudi na raziskovalnem področju. Sicer z eno izmed uglednih brazilskih univerz, to je Mackenzie University. Vsekakor je pa namen letošnjih mednarodnih dnevov, da študente spodbudimo k mednarodnih izmenjavah, da nekako promoviramo odprtost, potem tudi na nek način iznajdljivost, samozavest, ki si jo potem študenti pridobijo z izmenjavo v tujini. Tako da smo letos tudi gostili brazilskega atašeja, gospoda Andreja Macarenka, ki je tudi gost na okrogli mizi Join the Mobility Train and Color Your Future. Seveda se mu bodo pridružili tudi ostali gosti iz Student Travel Agency, iz Voluntary System Slovenija, iz Univerze v Mariboru in tako naprej. Letošnja Global Village je potekala seveda tradicionalno kot vsako leto. Predstavljalo se kar 23 evropskih držav, kjer so lahko seveda vsi gosti in pa ostali udeleženci dobili kar nekaj informacij z prve roke o samem življenju v tujini, o kulturah, navadah, običajih. Prav tako so lahko seveda okusili številne tradicionalne jedi, ki so jih ta namen pripravili tuji študenti. Medtem ko letošnji karneval šov je pa seveda izpadel nekako zelo spektakularno, saj smo seveda gostili še original brazilsko skupino Edison Tadeo. Kar nekaj okroglih miz se bo še vrtelo današnji dan, odvrtelo današnji dan, kot tudi razni talk showi oziroma discussioni na temo seveda vsega odločitve v tujino. Prav tako bo pa z vami tudi gostja Alvinda Peru, kjer bodo lahko vsi tisti, ki bodo želeli nekako pridobiti izkušnjo izven Evrope, torej v en izmed latinskih držav, v tem primeru v Peruju, pa seveda vljudno vabljeni k poslušanju. Super, kaj pa mogoče kaj v številkah, koliko študentov se odloči za študij v tujini, mogoče z EPF-a, še posebej izven Evrope? Ja. Torej vsako leto nekako izmenjamo vedno večje število tujih študentov. Letos jih samo v zimskem semestru gostimo kar 130, tako da pričakujemo še okrog 100 študentov v letnem semestru. Nekje suma sumarom 200 tujih študentov, torej pride vsako leto na ekonomsko-poslovno fakulteto. Malo manj izmenjamo naše študente, to je približno okrog 80-90 se odloči za študijsko izmenjavo preko Erasmus programa, nekaj tudi preko CEPOS programa in ostalih izmenjevalnih programov. Torej, Goran, ti imaš menda zelo dobro izkušnjo s študijem v tujini, to ti je pomagalo tudi pri nadaljnji karierni poti, nam lahko malo poveš o tem? Ja, seveda, dobre 2 leta nazaj sem se odločil za študij v tujini in sicer sem preživel en semester na Dunaju pa en semester v Bratislavi. Kar se tiče same izkušnje, bom rekel, da zelo odrasteš kot oseba, spoznaš dosti ljudi, kar ti seveda koristi, ko se vrneš nazaj. Naprimer, moja točna izkušnja, slabi mesec, odkar sem se vrnil, sem se prijavil v bistvu za eno študentsko delo in so takoj v bistvu poudarili, izpostavili, da sem bil na izmenjavi, se pravi, to nima avtomatsko pomeni, da si prilagodljiv, da si odprt za druge stvari, pa tako, in sem v bistvu potem tudi zelo hiter službo dobil. Super, kaj pa mogoče kak nasvet za vse, ki se še odločajo o tem, ali bi šli v tujino, kako se naj odločijo, na kaj naj bodo še posebej pozorni? Ja, jaz bi rekel, da vsak, ki ima opcijo, da gre, včasih se splača malo stisniti, pa iti malo prek študenta delati, si mogoče malo našparati, ker včasih štipendija ni dovolj. Vsakim, ki ima možnost, bi res priporočil, da gre, ker to je res super izkušnja, bom rekel, ne vem, do zdaj, za časa mojega življenja, to je najboljša izkušnja do zdaj. Pozoren bi pa rekel na tole, pač treba je biti res odgovoren, si le v tujini, v drugi državi, moraš se malo prilagajati, pa te stvari, drugače pa ni nobenega straha, v bistvu se vse skupaj ureja, organizacija je tako narejena, da v bistvu težko, da imaš probleme, tako bom rekel. Bi pa vsekakor vsem študentom, ki imajo možnost, priporočil, da grejo. Super, najlepša hvala, Goran. Hvala vam.